Tole je mednarodna premiera čisto novega Nissana X-Trail. Se vidite, ima tuje tablice in vse. In jaz sem eden prvih novinarjev na svetu, ki ga lahko vozim, in to v Sloveniji. Ja, prav pri nas so naredili tole premiero in sem povabil 350 novinarjev iz 30 držav sveta. In še 20 vplivnežev, ne vem, kdo je to. Končno, pravim jaz, ker vedno, ko smo kje v tujini, večinoma v Španiji, Italiji, potem vedno tam težim, zakaj nimamo takšnih dogodkov tudi pri nas, ker imamo super naravo, tudi kakšne fajn ceste, pa ponovno še super hotele. Sej so bile že kakšne tudi prej, ne pa veliko, zato sem te od Nissana še toliko bolj vesel. No, X-Trail, to je zdaj najpomembnejša stvar tega prispevka. Četrta generacija je nova, prva je bila predstavljena že več kot 20 let nazaj in 7 milijonov primerkov je bilo prodanih do danes, to ni mala cifra. Včasih je bil to na videz precej bolj robusten avto. Mislim, ne samo na videz, tudi tehnično. Se spomnim, ko sem se z njim preganjal po terenu. Pa s tistimi dodatnimi lučmi, ko si strašil medvede v gozdu. Tako so bile močne. No, zdaj je to precej bolj cestni in seveda udoben družinski avto. In eden redkih, ki ima lahko 5 ali 7 sedežev. Sploh pa edini, ki ima električni pogon. Motor je res nekaj posebenega. Ima 3 valje, 1,5 litra delovne prostornine, turbino in spremenljivo kompresijsko razmerje. S tem so dosegli zelo veliko učinkovitost ali pa veliko moč, odvisno, kaj v določenem trenutku potrebujete. Razmerje pa se spreminja od 8:1 do kar 14:1. Zraven je potem še litij-ionska baterija in elektromotor. Takšen hibridni sklop pa do sprednjih koles stisne do 150 kW, to so 204 konji. Posebnost pa je sistem e-Force. Tukaj je na zadnjo os dodan še en 94 kW elektromotor za sekundo boljši pospešek. 7 sekund rab do 100. No, v resnici je tukaj bolj pomembno, da so vožnja in predvsem speljevanja bolj zanesljivi. Pazi to, Nissan pravi, da se navor pri takšnem električnem sistemu kar 10.000-krat hitreje prenaša do koles kot pri mehanskem. To je pa zelo kul, ko želiš, da je vožnja bolj zvezna na zelo spolzkem terenu in tukaj so se baje inženirji še posebej potrudili, tako da zdaj čakam na sneg in led, da to preizkusim v praksi. Ja, danes verjetno nov. Da ne bom samo na kladu, zdaj tudi zadeve preizkusimo večkrat v praksi. Zdaj smo na klancu, lesen delček je po tleh, mokro, pa še spolzko dodatno so naredili. Da vidimo, kako spelje. Zelo lepo. E-Works. Zelo lepo. S prvim pogonom pač ne bi šlo, takole je pa čist, totalno gladko. No, zdaj mi je en tak fajn nasvet, da ne jahamo konja, ko vozimo po terenu, ampak se mačka naprej nagnemo za tega, da nam bo glava prebijala v sedež. Evo, off-road tip. Jep. It works, a? Ja. Njegov nasvet je bil dober. Bo pa v ponudbi še en klasičen pogonski sklop, torej takšen, kjer motor z notranjim zgorevanjem dejansko poganja kolesi. Tudi v tem primeru je to 1,5 litrski 3-valjni turbo s spremenljivim kompresijskim razmerjem, moč pa je 120 kW, 163 konjev. Tukaj bo menjalnik brezstopenjski, mala litij-ionska baterija pa shranjuje energijo med zaviranjem in potem pomaga pri pospeševanju. Ampak večina ne bi se odločila za takšen e-power, kakršen ga vozim tudi sam in tukaj imaš res občutek, da voziš električni avto. Ok, med pospeševanjem ali vožnjo po avtocesti se vklopi bencinski motor, ampak je tako lepo zadušen in praktično brez vibracij, da je tukaj noter zelo mirno. Se pravim, tole je res na pol poti do polnih električnih avtov. Tudi pedal lahko nastaviš, da regenerira s pojenkom do 0,2 G. Toliko, da se že vklopijo zavorne luči in se avto skoraj ustavi. Edina poraba bi bila pa lahko še malo manjša, glede na to, da gre za takšen poseben hibrid. Praktičnost itak, vseeno je to veliki X-Trail.
prostora kot češ, vrata se odpirajo zelo širok, čez zadnji sta tukaj še 2 sedeža za otroke, do 160 cm, pravijo, da so lahko visoki potniki. Prtljažnik pa še vedno meri 585 litrov. Pri 5-sedežnem, če ni teh 2 sedežev, pa imate tukaj spodaj takšne pregrade, ki so zdaj po ta novem tudi majčkeno izboljšane. Kabina ima fine materiale, da imaš pač dober občutek, ko se jih dotikaš, in zelo praktična je, odlagalnih mest je veliko. Meni je še posebej všeč, da se vrata zadnji odprejo skoraj pravokotno, da je potem lažje noter tlačiti otroške sedeže. Pa še klop je face pomična, 22 cm. Vidiš, tukaj so dali vhoda USB A in C, ker nimamo vsi vedno ta pravih kablov s sabo. Tukaj pa se telefon polni s 15 W, tako da se dejansko polni, ne samo vzdržuje napolnjenost kot pri večini avtov z brezžičnimi površinami. Ok. Cool, ne? Pa nisem so rekli, da so zbrali tako dobro lokacijo za predstavitev, da novinarji sploh nočejo domov. Še dobro, da danes tukaj spimo v Bohinju, zaradi tega, ker imajo tamle še kaj zame. Pa si našel polke za sebe, ne? Glede na to, da si ti tak zahteven. Veš, da sem. Ja? Saj sonček si pa zrihtal. Ja, hvala, samo mora biti malo. Kremne rezine so bile top. Misliš kremšnite? Ja. No, drugače te pa cene verjetno zanimajo, ne? 33 osnovni, potem e-Power od 38 naprej, e-Force pa od 42,5. Ja pa, a bo to še letos? Baje, da bo. No, jaz upam, da se bo še kateri od proizvajalcev odločil in predstavil svoj nov avto pri nas, ker poglejte, kako je lepo, ne? A ni? Itak.